Kje ste folk? Roy Lifestyle tle na YouTube kanalu. Zadnji video v letu 2021, danes je 31. december. In tako, danes bi rad malo povedal, kako je bilo to leto. Torej, glede na to, da sem jaz že vprašal folk, kako je bilo leto 21, danes pa jaz odgovarjam. In sicer meni je šlo odlično. Ma ne zato, ker je pač vse se poklopilo, da sem pač bil na pravem trenutku, ne zaradi tega, ker sem pač nekaj novega ustvarjal. Poleg tega, ker to je vedno en plus, sem pa najbolj hvaležen, da sem pa prišel do tiste točke v življenju, ki mi je spremenila pač cel pogled. Nekateri od vas vem, da veste, jaz sem delam na Mindsetu od leta 2018, ko sem začel prvi network marketing, bla bla bla, Eric Wo, Tony Robbins, edukatorji, izobraževalci, nekaj se vedno naučiš novega. Manjkalo pa je nekaj, manjkal sem jaz še vedno. V smislu, da ko je šlo super, valjda pozitiva, gremo, gremo, zdaj akcija stari, ne. Čim pa šlo kaj slabo. Torej, ko so bili slabi dnevi, pač pa se je porušil sistem, ne. Razumeš, če nimaš unga. Torej pomeni, da mindset če ne štima, ne, neki pač ni, ne, neki nisi razčistil, ne. A zakaj letos prelomnica? Zato, ker sem začel drugače gledati. Sem začel ločiti, denar je denar. Hobi, kar delaš z veseljem, je hobi. Če delam zdaj posnetek, ga delam z veseljem. Sem začel deliti emocije, spiritualnost, vse na svoj konec. Zdaj pa zakaj, boste rekli, zakaj? Zato, ker enostavno ne sme en od denarja, pa ne, ker ne maram denarja, ampak ne sme en denar te narediti slabe volje. Ne sme en poraz te narediti slabe volje. Ne sme. Če se to dogaja, pomeni, da nekaj ne štima. Treba nekaj spremeniti. To sem ful dojel, in gledati stvari zelo na simpel sem začel. Kaj s tem mislim? Če nekaj ne uspe zdaj, mi ni šlo, kot sem si je želel, po planu, po načrtu, guess what? Nema veze. To, ker sem jaz in Bog prisotni, ker vedno je tako, ko si sam ti in je Bog in konc. In dal sem maksimalno. To je važno. In tudi recimo, ne vem, če je tak lep primer, zgubim 3-0, padla glava, zgodi se, pač res ne vem kako, pač tenis je res tak, kar zahteven šport za mind. 3-0 zgubljam, prvi servis trda roka, drugi servis sem spustil roko, dvojna napaka, kaj sem si rekel? Bravo, to je to, kar sem želel. Nada dvojno napako, nič 15, iz 3-0 zmagal 6-3. Bil sem zadovoljen za trud. In glede na to, da life ni lahek za uspet, ni da vse bo kar tako, pač vse rabi, je vse nek proces. Enim laže, enim kasneje, enim postane influencerji tako, eni pač se bo močil mogoče več časa. Guess what? Važno iti naprej. Važno iti naprej in delati to, kar te veseli. In če boš delal v življenju in delaš to, kar te veseli, ne glede na rezultat, ne glede na posledico, kar se zgodi, te ne ostaje več nič. In greš naprej in potem začne nekaj kapljati. Pa ena oseba, pa druga, pa en denar, pa 2 evra, pa 3, recimo. To je za vse primeri. Torej ja, spoznal sem plat življenja, da sreča je v sebi. Biti srečen ni odvisno od drugih. Nekaj koliko prijateljev imam, koliko jih nimam. Kar sem jaz najdel letos, v tem letu, je najti svoj mir. Svoj mir, da ko si sam, si srečen. Zelo čudno slišati, ne? Ampak zelo zanimivo za doživeti. Težko je to opisati z besedami. In ceniti sebe, stari moj, ceniti sebe, to je številka 1. Če ne ceniš sebe, potem res ne vem kaj reči. To je prva stvar, jaz tega nisem počel in zato je tudi bilo zato so bili te paci in zato je bilo to grdi trenutki, razumeš? In na koncu, zdaj pa si rečem, ne morem verjeti. Pač res ne morem verjeti, da zaradi enega neuspeha se toliko ponižaš, toliko daš dol. Guess what? Nisi ne prvi, ne zadnji. In pol na koncu se vprašaš, kdo pa sploh smo mi? Kdo sem jaz? Zakaj živim? Mislim, in pol si rečem, a se ti zavedaš sebi, da imaš 22 let, da si živ, da živiš v svobodni državi, da lahko dihaš, da lahko razmišljaš, da lahko ljubiš, kar delaš, da lahko ustvarjaš, da imaš hišo, da imaš avto. Kaj čakaš? Kaj čakaš, stari moj? Let's go, baby. Sem si rekel, Michael, jaz se ne hecam. Jaz sem začel kar razmišljati in sem rekel, fuck, stari, jaz pa take drame, zakaj to, zakaj zakaj, če jaz stari, če jaz daš za mašega dan kogo, zakaj ni tako, zakaj se mora obrniti na drugo, na stran, zakaj, razumeš? Take tak sem se obremenjeval, recimo, ne eno leto nazaj, 2 in tako, brez veze. Folk na drugi strani sveta ima vojno, padejo bombe, eni nimajo za pit, nimajo za jesti, se ne zavedamo. In to je problem, govorimo za Slovenijo v tem primeru. Drug pogled na svet, to je life, ki sem si ga vedno želel. In pa delam na temu, da še zboljšam vsakodnevno. In ja, pa tudi ceniti stvari, to je the best, to je, stari moj, kupil si avto tega, ki si želel
In to je to, pa ne glede koliko si pač dal, kar je ok, YouTube lesson si se nekaj naučil, the best, stari, roko si daj, roko si dam sam, stari, ma ne dejam tega, ok, nekaj zajebeš, YouTube lesson, nekaj, pač reči, ok, nekaj sem se naučil, super, the best, gremo dalje, stari, sekiranje, ne obstaja, sekiranje, višle vrata, ga ni, pač čim manj, razumeš, ga ni, kar bo, nič filozofiranja. To je pa lahko se zgodi uno, pa drugo, pa tretje, kaj pa če uno? Ne, you live now, živiš zdaj, ok? Živiš zdaj, poznaš nove ljudi, se družiš, uno, in konec, simple as that, take it simple, lej, in ko sem jaz padel to not, ne greš več ven, stari, in ne morem verjeti, koliko je enostavno razmišljati, ja, koliko je enostaven life, v glavi govorim, v glavi, pustimo dejanja, ok? Dejanja so drugo, službe, v glavi, fulje v glavi. Takšno sliko, ki si narediš, ko živiš. In jaz sem si rekel, sem podpisal pred mano in nekom gor, da bom delal v življenju celo življenje, pa boli me džoko, tudi če bi se porušil svet, pa da gre vse najslabše, jaz bom delal v lifeu to, kar me veseli. Ker nisem vreden mojega časa, glede na to, da life je zelo kratek, da bom počel stvari, ki me ne veselijo. You live once, YOLO. Začel sem ceniti, ma res vsako malenkost, nisem cenil to, kar imam. Pozitiva pa je tako je, mora biti prisotna, tudi ko ne gre. To vedno se govori, najbolj važno je zdravje, ker ko nimaš več zdravja. Potem pa je druga zgodba. Ampak dajte verjeti v sebe, verjemi v sebe, kar delaš. Tudi če ni zaslužka, zakaj moraš verjeti? Zato, ker tvoja glava to želi in tvoje srce si to želi. To je bistvo life. To je to, jaz vam želim res najboljše v letu 2022. Ne gledati samo končni rezultat. Dajte biti hvaležni, dal sem se od sebe, če ni šlo zdaj, bo šlo jutri, in če ne bo šlo jutri, bo šlo pa pojutrišnjem. To je to, pejte dalje, uživajte life, ne pozabite, you only live once, je the power of yes. To je to, kaj da nam rečem, dragi moji. Hvala vsem za support v letu 2021. Gremo rasturati naslednje leto, bo novi kontenti, novi posnetki na Lifestyle kanalu. Pa če se nisi še subal, lahko klikneš subscribe. Če ti bi video všeč, lahko stisneš like. Če pa ti ne bi video všeč, pejdi na Instagram, Roy Lifestyle in všečkaj zadnjo sliko. To je to, srečno novo leto vsem, Roy Lifestyle vas pozdravlja. Ajde se ga vidimo, aj čau. To je to. Ma lahko malo bolj potiho ali ne? Ker se vse moti tle.